Kriptotrg se izjemno hitro spreminja in z njim tudi vaše naložbe. Zato brez analize in prilagajanja lahko zamudite priložnosti in posledično ogrozite svoj finančni položaj. K sreči ste zdaj na pravem mestu, kjer vam bomo razkrili, kako spremljati svoje kriptonaložbe. Lepo zdrav in dobrodošli v posebni seriji videov, kjer pomagamo začetnikom v kriptosvetu. V tokratnem videu se boste naučili, kako pogosto spremljati svoj kriptoportfelj glede na vašo naložbeno strategijo. Katere ključne vrednosti spremljati, da ocenite zdravje svojega portfelja in kako prilagoditi vaš portfelj. Tukaj je zelo pomemben prvi korak, to je izdelava svojega naložbenega načrta, kar smo že pokrili v prvem videu te serije in vsekakor predlagam, da si ga ogledate. Kako pogosto spremljamo svoje naložbe, je odvisno od naše naložbene strategije in načina vlaganja. Bolj aktivno vlaganje in strategije zahtevajo pogostejše analiziranje in prilagajanje portfelja kot pasivne. Pri dolgoročnih strategijah, kot so hodling, inteligentni portfelji, pa tudi staking, to delamo manj pogosto in se izogibamo reakcijam na kratkoročna tržna nihanja. Tukaj je čisto dovolj četrtletni pregled. Pri srednjeročnih do kratkoročnih strategijah, med te štejemo swing trgovanje in dnevno trgovanje, pa moramo to delati kar pogosto in sicer tedensko do dnevno pri swing trgovanju in dnevno pri dnevnem trgovanju. Tukaj je še strategija DCA ali dollar cost averaging oziroma ponavljajoči se nakup, kjer ob vsakem intervalu preverimo, ali želimo spremeniti interval in znesek in nato na četrt leta naredimo bolj temeljitejši pregled. Na kriptomat menjalnici si lahko tudi nastavite opozorila o ceni, da vam ni treba neprestano spremljati cen in portfelja. Pomemben korak pri tem je analiziranje uspešnosti portfelja. To storimo tako, da najprej izračunamo skupno vrednost portfelja. Recimo, če imamo v portfelju 0,3 bitcoina pri vrednosti 60.000 evrov, pomnožimo 0,3 s 60.000. Isto naredimo pri ostalih kriptovalutah v našem portfelju in te rezultate prištejemo prvemu. Tako dobimo vrednost našega celotnega portfelja. Nato moramo pogledati delež sredstev v našem portfelju. To je razmerje med vsako kriptovaluto glede na skupno vrednost portfelja. Vrednost posameznih sredstev v portfelju daje vpogled v to, katera sredstva so najvrednejša. Povzemimo en primer. Recimo, da imamo v našem kriptoportfelju Bitcoin, ki ima večino s 75% in 25% Ethereuma. Naslednji korak je, da določimo PNL. Profit loss, to je razlika med skupnimi dobički in izgubami, ki nastanejo pri nakupu in prodaji kriptovalut. Pri trgovanju s kriptovalutami želite ustvariti dobiček, logično, tako da kupite sredstva po nižji ceni in jih prodate po višji. Dobiček je pozitivna razlika med prodajno in nakupno ceno. Če sredstvo prodate po nižji ceni, kot ste plačali zanj, imate izgubo. Predstavljajte si primer, kupim en Ethereum, ko je vreden 2500 evrov in ga prodam, ko je vreden 3000 evrov. Moj dobiček je tako 500 evrov. Zelo sta pomembna tudi izraza nerealizirani dobiček in izguba, kjer določimo, če smo v dobičku ali izgubi glede na mojo nakupno ceno, a ker sredstva še nisem prodal, je ta dobiček ali izguba nerealizirana. In smo še pri zadnjem koraku, kjer se določi uspešnost portfelja. To je odstotek spremembe vrednosti sredstev glede na njihovo začetno vrednost. Uspešnost je merilo splošne rasti ali upadanja portfelja in omogoča vpogled v njegov uspeh v daljšem časovnem obdobju, recimo en mesec, 3 mesece, 1 leto in tako dalje. Pa poglejmo še tukaj kakšen primer. V Bitcoin sem vložil 1000 evrov, moja naložba je padla na 800 evrov. Uspešnost mojega portfelja je tako minus 20%. Kot smo že omenili, stvari v kriptu se hitro spreminjajo.
tudi vaše življenje se spreminja, potrebe, stroški, finančna stabilnost in tako naprej. Zato se je občasno treba tudi odločati o spremembah v portfelju, ki upoštevajo vaš trenutni osebni položaj in stanje na trgu. Zato se je občasno treba tudi odločati o spremembah v portfelju, ki upoštevajo vaš trenutni osebni položaj in stanje na trgu. Vprašajte se, kaj se je spremenilo, recimo pri vašem finančnem položaju. Ocenite količino kapitala, ki ga lahko vložite. Upoštevajte spremembe, kot so nova služba, izguba dohodka ali veliki prihajajoči stroški. Potem vaša toleranca do tveganja. Ocenite, kako udobno se počutite z nestanovitnostjo trga in potencialnimi izgubami glede na vaše izkušnje in trenutno finančno stanje. Tukaj so tudi vaši finančni cilji. Različni cilji zahtevajo različne naložbene strategije. Razmislite, ali so vaši kratkoročni in dolgoročni cilji še vedno enaki. Na to morate tudi oceniti splošno stanje trga in oceniti uspešnost posameznih sredstev v vašem portfelju. Ali je trg že več mesecev v strmem vzponu in se morda bliža večji popravek? Kakšna je makroekonomska situacija in kako lahko vpliva na moje naložbe, recimo obrestne mere, inflacija in podobno? Kako lahko trenutni svetovni dogodki vplivajo na moje naložbe, vojne, pandemije, tako dalje? Ali je katero od sredstev v mojem portfelju zelo naraslo in ga je morda smiselno prodati za dobiček? In smo vas tako še poučili o spremljanju svojega kriptoportfelja. Zdaj ste dejansko v prednosti pred 90% ostalih začetnikov, ki tega znanja nimajo. Upamo, da smo vam odgovorili na večino vprašanj, če pa ostaja morda še kakšno, ki je morda za vas pomembno, nam kar napišite spodaj pod komentarje in z veseljem bomo odgovorili nam. Poznaš morda še koga, ki je komaj začel z vlaganjem v kriptosvet? Deli ta video z njim, da mu bomo skupaj tako pomagali pri boljših naložbenih odločitvah. V naslednjih videih bomo še bolj razkrivali goljufije, kot tudi odgovore na zelo pomembno vprašanje, kaj je denar. Ne bo se jih splačalo zamuditi, zato res predlagam, da se naročite na kanal Kriptomat Slovenija in nastavite obveščanje, da vas bo YouTube o novem videu tudi takoj obvestil. Zdaj pa vas še lepo pozdravljam, imejte se fajn in se vidimo v naslednjem videu.